Glasovno iskanje prihaja. In mi bomo najmanj pripravljeni. Živjo in dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je z mano Manca, ki nadomešča Zorana, in z Manco bova danes govorila o glasovnem iskanju. Se pravi, predvsem o tem, kako se morajo podjetja prilagoditi tudi na to, kar prihaja, kar je že tukaj, ampak prihaja še bolj aktualno bo v prihodnosti. To oddajo lahko poslušaš tudi v podcast obliki, na vseh agregatorjih za podcaste, na YouTubeu, na Facebooku, vse oddaje si pa lahko tudi prebereš na pointout.si/weekly81. Toliko za uvod. Zdaj pa Manca. Ja, mi smo ugotovili, da se morajo podjetja, ki so prisotna na spletu ali še to nameravajo postati, v bistvu že danes začeti pripravljati tudi na glasovno iskanje. Čeprav v Sloveniji tole trenutno še ni tako zelo aktualno, razen če že delate s tujino in recimo že imate svojo spletno stran v angleščini, ker trenutno glasovno iskanje deluje samo v angleškem in še nekaterih drugih večjih jezikih. Recimo, da bomo se mi skoncentrirali samo na angleščino. Kdaj bo to prišlo tudi v slovenščino, še ni znano, ampak definitivno se bo to enkrat zgodilo. In marsikaj lahko že danes storite na to, da boste takrat v bistvu na to pripravljeni. Tako je, in če sam pogledamo tudi, kako se je prevajalnik za slovenščino nadgrajeval, se pravi, na začetku tudi ni bilo slovenščine, ki bi lahko preko Googla prevajali zadeve, ne? Ampak z vsakim dnem ali pa z vsakim letom se je pa ta translate, se pravi prevajalnik, nadgrajeval. In to govorim zaradi primerjave, ker se bo nekaj takega dogajalo tudi z glasovnim iskanjem. Če je danes v angleščini ali pa večinoma ljudje iščejo v angleščini, ker slovenščina še ni razumljiva, bomo lahko čez 5-10 let tudi te zadeve v slovenščini iskali. In tukaj, zakaj se pa sploh danes pogovarjamo? Zaradi tega, ker vedno več ljudi uporablja glasovno iskanje. Danes že v velikih domovih lahko zasledimo Google Home ali Amazon Echo. Tudi, naprimer, jaz ga imam doma, nisem ga danes sicer prinesel, ampak je doma in vsake toliko časa ga potem uporabljam za kakšno glasovno iskanje. Drugače pa zelo intenzivno tudi sam iščem preko telefona z glasovnim iskanjem. Mogoče malo več kasneje o tem. In ja, danes je že več kot 10 milijonov teh naprav, ki jih najdemo v gospodinjstvih, in kar po nekih statistikah, če se ne motim, Manca, že kar je glasovnih iskanj, petina, tako da kar je res že kar ogromna cifra, in to lahko rečemo, da se bo samo še povečevalo, ker ljudje imamo vedno bolj radi, da opravljamo zadeve spotoma ali pa ko smo on the go, naprimer tudi, ko se jaz usedem v avto, jaz raje kar vprašam, ali pa rečem take me home, če sem v neki lokaciji. Kje je recimo manj gužve na cesti, tako, pa kakšno bo vreme na destinaciji. Zato, ker je lažje, ker ti samo rečeš in ti tisto informacijo takoj glasovno poda nazaj in ti ni treba tipkati, brskati, ampak ti jo že naprava sama pove. Vsi recimo poznate Siri, tisti, ki uporabljate Appleove naprave, Google Home, Amazon Echo, recimo Androidov, Google Assistant, tako da to so že stvari, ki so že danes prisotne, sicer samo v angleščini, ampak vseeno lahko vprašate what's the weather. Tako je. In z Manco sva danes tudi zato, da malo popestriva oddajo, pripravila tudi en tak mini battle, mini tekmovanje o tem, kjer bo zmagal. Se pravi, a bo to Googlov brskalnik oziroma Googlov Assistant ali bo to Siri na Appleovi napravi. In pripravila sva 3 vprašanja in zdaj, da vidimo, kjer se bo bolj izkazal. Pa dajva začeti kar pri prvem. Vse pa sprašujeva v angleščini, seveda zato, kar sva že ravno kar povedala. Začela bom z Siri. Torej, Siri, show me the most romantic restaurant in Ljubljana. Here's what I found. Zdaj moram opisati, ker slabost Siri je tudi to, da odgovora ne prebere,
ampak vam takole pokaže zadetke, ne vem, če se bo tole videlo. In sicer ni me čisto dobro razumela in mi je pokazala najbolj romantične restauracije v Indijani. Indijani, se pravi, lokacijsko je čisto falila. Okay, zdaj pa, da jaz to preverim preko Google Assistanta. Show me the most romantic restaurants in Ljubljana. Here are the listings for the most romantic restaurants in Ljubljana near Ljubljana. Ok, če tudi jaz malo pišem, ali pa pokažem, meni je nekako ponudil pravilne zadetke, ampak na začetku mi je dal visit in Ljubljana/restaurants, ampak potem, če pa nadaljujem malo spodaj, mi je pa dal prav preko tega Googlovega snippeta, ali kako bi temu rekel, mi je pa dal restauracije, 3 top restauracije in sicer mi je predlagal restauracijo Most, Kubo pa Julio. Kar bi lahko rekel, da je mogoče tudi, ker zadev mogoče niso najbolj romantične, so pa sigurno take malo bolj top restauracije. No? Tako da kaj bi tle rekla? Da je nekako Google... Ja, ni moja angleščina tako slaba, da ne bi me Siri razumela, ampak recimo to je ena stvar, ki bi jo lahko upoštevala, pa je še ne. In sicer, kje se trenutno nahaja moj telefon, kakšen je moj IP, tudi lahko bi se recimo naučila, kako Slovenci izgovarjamo angleško, ampak jaz mislim, da v bistvu to vse še prihaja. Par besed o tem, katere so tiste stvari, ki so že upoštevane pri samem voice searchu oziroma glasovnem iskanju, bova še malo kasneje, ker imava še 2 zelo zanimivi vprašanji pripravljeni. Ok, pa kar, daj manjca, mogoče samo malo povečji zvok, da se bo bolj slišal. Ok. Torej, how Luka Dončić... Right then. Ok, how Luka Dončić played last night? Luka Doncic had 26 points and 6 rebounds, including 4 3-pointers and 6 of 9 free throws, in 36 minutes and 14 seconds of play against the Timberwolves yesterday. Se pravi, Siri je zdaj kar dober zadeva, ne? Ja, lahko mogoče še pokaže za kamero, kako se je izpisal, se pravi, čistko, kot je tudi prebrala. Zdaj pa, če midva pogledava še Google Assistant. How Luka Doncic played last night. In meni pa ni ponudil nobenega podatka, da bi mi povedal, kar pomeni, da se je tukaj Siri veliko bolj izkazal. Je pa dal neke zadetke o videu Luke Dončiću in tako naprej. Se pravi, mogel bi prav pogledati, da bi prišel do tega podatka, kako je pa Luka igral včerajšnji dan tekmo. Kar je težko, če si v avtu, recimo. Ne? Ja, kar je težko. Ne? Če pa bi tako vprašal, je pa tukaj Siri super odgovoril. Ok, greva na tretjega. Ok. Siri, Affirmative. why my left knee hurts? Here's what I found on the web for why my left knee hurts. Torej, spet dobimo neke zadetke, ampak v obliki linkov, kar pomeni, da mi to napoti nekje, kjer nekaj drugega počnem, recimo kuham, nič kaj dosti ne pomaga, ker moram spet klikniti in to ni tako zelo drugače, kot če jaz recimo vtipkam moje vprašanje v brskalnik na računalniku. Ok, še jaz. Why my left knee hurts. According to Healthline, bursitis, inflammation caused by repeated overuse or injury of the knee. Chondromalacia patella, damaged cartilage under the kneecap. Gout, arthritis caused by the buildup of uric acid. Se pravi, če spet povzameva, tukaj je pa Google Assistant se ponovno veliko bolj izkazal, zaradi tega, ker mi je ponudil direkten odgovor v glasovni obliki. Tako da, koliko ima rezultat? 2:1? 2:1, ja. Okay. Ampak to bi lahko šli še dlje. Nekako tudi, ko smo testirali, se nama zdi nasplošno, da Google Assistant zaenkrat malo bolje generalno deluje, a ne? Ja, razlika med Siri in Google Assistantom je tudi to, da ima Google na voljo v bistvu veliko več podatkov. On zajema recimo iz svojih podatkov o ocenah restauracij, iz Google Maps, zelo dosti zajema recimo iz featured snippetov, kar so te kratki
povzetki, ki jih Google uvršča pred vse ostale zadetke na 0. mesto oziroma 0. pozicijo v svojih iskanjih zadetkih. In to je tisti prvi dejavnik, ne, ki je nekako najpomembnejši in morajo podjetja, če govorimo v primerjavi z nekim splošnim iskanjem, tazga, ki smo poznali včasih, pa tazga, ki se mu glasovno iskanje tudi dodaja, je to nek dodaten feature, ki mu morajo podjetja nameniti pozornost. Se pravi, ta 0. kot si rekla, nulta pozicija, da je potem prilagojena tudi za ta snippet oziroma za glasovno iskanje. Ja, že na zadnje v oddaji, v kateri sem bila jaz, smo malo govorili o featured snippetih. Ta 0. pozicija v bistvu v slovenščini spet še ne deluje. Je pa zelo popularna v angleščini in tudi v drugih jezikih, recimo v ruščini, kjer se že odgovori, ki so prilagojeni, ki so nekako ustrojeni tako, da jih Google zelo rad postavi na prvo mesto oziroma na 0. pozicijo, tam pojavljajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je recimo odgovor tak, da odgovarja besedilo, ki se tam pojavi neposredno na to vprašanje, v zelo kratki, konkretni obliki. Se pravi, recimo v enem stavku odgovori na to, zakaj me boli levo koleno. Se pravi, ne vem, levo koleno te boli zato, ker imaš to ali to bolezen. Se pravi, da nekako v neki strnjeni obliki podaja odgovor. Kako se lahko podjetje na to pripravijo? Razmišljate o tem, kaj bi recimo tisti ljudje, ki bi iskali vaše podjetje, želeli vprašati. Se pravi, ne vem, kako najbolje očistim avtomobil in navedite recimo konkretne napotke, kako to naredite. Ampak čim krajši napotek, ne? Seveda, čim krajše, ne? Vseeno, mogoče bi par kriterijev, po katerih se razlikujejo zadetki, ki jih dobite pri glasovnem iskanju, od ostalih zadetkov razlikujejo. Eno je recimo hitrost spletne strani. To bo še bolj pomembno, kot je zdaj, ker recimo tisti zadetki, ki pridejo ven pri glasovnem iskanju, prihajajo iz spletnih strani, ki so recimo 50% hitrejše od vseh ostalih. Zelo pomembna je dolžina odgovora, v povprečju je odgovor dolg samo 29 besed, ampak Google, recimo in verjetno tudi Siri, jih jemlje iz spletnih strani, ki so pa še vedno zelo obsežne oziroma kjer so recimo besedila dolga več kot 2000 besed. Besedilo mora biti preprosto, se pravi brez nekih zapletenih stavčnih struktur, ampak take recimo enostavne stavčne strukture, enostavno besedišče, tako, kot ga pravijo recimo osnovnošolski otroci skoraj da razumejo. Mogoče spet tukaj zelo radi ima seveda varne spletne strani, tiste, ki so na HTTPS-ju, zelo dobro upošteva kontekst. Se pravi, ne tako mogoče, kot smo nekaj let nazaj delali na konkretne ključne besede, ampak jemlje recimo v neko, kar upošteva celotno besedilo. Rad ima seveda višje rangirane spletne strani, tako da je še vedno pomembno, kako se rangira sicer vaša spletna stran in recimo kakšno domensko avtoriteto ima, se pravi domain authority. Kaj bi še lahko tukaj dodala? Ja, seveda tudi socialni kazalniki, se pravi, kako vaša spletna stran ali je popularna med uporabniki družbenih omrežij ali ne. In seveda lokalni SEO. To, kar sem prej omenila, da je recimo Siri malo slabša, pa je Google Assistant boljši. Se pravi, Google veliko bolje upošteva že te rangiranje na podlagi nekih lokalnih okoliščin, IP-ja in tako naprej. Kar hočem s tem povedati je, da poleg kriterijev, ki ste jih do zdaj upoštevali pri iskalnem marketingu, kako ljudje iščejo, da zdaj morate začeti upoštevati tudi, kako ljudje iščejo preko glasovnega iskanja. In to je pomen, ko govorijo tako. In to je, če zaenkrat slovenščina še ni tista, kako ljudje sprašujemo, je pa zelo pomembno, da če ste biznis, podjetje, ki nastopa na mednarodnih trgih, da to vključite v svoj del marketinga za iskalni marketing. Se pravi, res že danes se morate posvetiti temu, da optimizirate za glasovno iskanje. In če se tudi malo naprej navežem, ker si že ti omenjala, o kakšnih zadevah je potrebno razmišljati, ko se išče, ko uporabnik išče. Naprimer, ena izmed takih splošnih, ki večina ljudi tudi potem
to vpraša, je, dokdaj je neka restauracija odprta. Naprimer, če imate pizzerijo, da ljudje tudi iščejo pice, ki so brez glutena, se pravi, kakšne druge posebne. Ali pa če je pica polnozrnata, da se take, se pravi, da bi nekdo vprašal, da bom rekel v slovenščini, katera je pizzerija, ki ima pice brez glutena ali pa ki ponuja tudi polnozrnate pice in tako naprej. In kriteriji oziroma zadeve, po katerih ljudje največ glasovno iščejo, pa bom šel zdaj tudi malo izven Googlovega iskalnika, je, kar tudi sam uporabljam, je naprimer jaz velikrat, ko kličem koga, rečem, call me tega pa tega, potem že prej sem mislim, da malo omenil, ko uporabljam navigacijo, ko jo uporabljam kar Google Maps, isto rečem take me home, ker to nekako še razume, ali pa show me the nearest petrol station. Potem, kaj še kaj tazga vprašam, uporabljam za glasbo, velikrat rečem Siriju, predvajaj mi to pa to glasbo, kakšno zadevo, glede vremena vprašam, a je še kaj tazga pri tebi, ki nisem omenil. Recimo, koliko je ura, recimo lahko vprašaš, ali pa kakšen film poiščeš, ali pa kakšno tako kratko informacijo. Zdi se mi zelo pomembno to sploh za recimo tako neke lokalne biznise, upoštevajte to, kaj ljudje sprašujejo in na kakšen način, ko so on the go, se pravi, ko so recimo nekje na poti, se pravi, kako priti do nas, dokdaj smo odprti, kakšen je delovni čas, kdaj smo zaprti, kako delamo v praznikih, kako delamo ob dela prostih dnevih, recimo ne vem, za praznike recimo bomo delali, zdaj se približujejo prazniki, za praznike bomo delali takrat pa takrat. Ali pa take stvari, ki jih ljudje recimo jih bojo zanimale o vašem podjetju, ko se recimo nahajajo nekje zunaj, ali pa neke take dosti basic informacije, ki jih v bistvu potrebujejo vsi. Ok, dajva malo še povedati, kaj nama prihodnost, oziroma kaj nam prihodnost prinaša. In sicer ena taka zadeva, ki jo more Google še implementirati in tudi zaradi tega search iskalnik oziroma za glasovno iskanje še ni toliko razvito, je Google še ni implementiral analitike glasovnega iskanja, kar pomeni, da tudi zaradi tega toliko podjetij še ni šlo on board oziroma ni skočil, da bi zadeve optimizirali za glasovno iskanje. Ker če ni analitike, mi težko vemo, kaj ljudje najbolj iščejo preko glasovnega iskanja in podobno. Tako da tudi, ko bo enkrat Google naredil ta korak, bo še več podjetij, ljudi skočili na to, da bodo optimizirali svoje iskanja tudi za glasovno iskanje. Ja, zdaj smo še v bistvu v fazi, neki fazi, recimo, ki jo radi rečemo early adopters. Se pravi, zdaj glasovno iskanje uporabljajo tisti, ki recimo vedno prvi začnejo uporabljati neko tehnologijo. Zaradi tega lahko tudi rečemo, da bo zelo pomembno, kako bodo te uporabniki uporabljali to tehnologijo, ker se bo v skladu z njihovo uporabo ta tehnologija tudi razvijala. V bistvu eno z drugim gre, ker je zdaj to res neka zgodnja faza. Že lani v bistvu je Google napovedal, da v nasprotju s tem, da recimo za snippet feature ne bo podal podatkov, kako se prikazujejo in na podlagi katerih ključev. Se pravi, da bomo vedno malo tipali v temi, kako optimizirati. Za glasovno iskanje se obeta analitika, kdaj bo, pa še ne vemo. Tako. Ok, mislim, da so s tem vse pokrila. Manca, hvala, ker si bila danes ti z mano. Tudi v tvoji družbi je prijetno, ne samo v Zoranovi. Tako da hvala, ti nas spremlji še naprej. Če imaš kakšno vprašanje glede glasovnega iskanja, nam napiš spodaj v komentar, ali pa tudi, če imaš sam kakšen nasvet in to že uporabljaš, tudi napiš in tako pripomori k temu, k dodatni vsebini, ki sledi tudi po oddaji. Tako da kar napiš kakšen komentar, vprašanje. Naslednjič bova skupaj spet z Zoranom, do takrat pa lepo bodi. Živja. Čau. Čau. Why?